Sneguljčica in 7 palčkov. Pred davnimi časi je za 9 gorami in 9 vodami živela prijazna in ljubezniva deklica po imenu Sneguljčica. Res je imela rada živali, ki so bile njene najljubše spremljevalke. Hranila jih je in jim pomagala, ko so bile v težavah. Dobro jutro, ptičice. Deklica je vsako jutro pozdravila svoje prijatelje. Dobro jutro, zajček. Sneguljčica je živela s svojo mačeho, kraljico dežele. Kraljica je bila precej lepa ženska, ampak tako hladnokrvna in zlobna, da so vsi trepetali pred njo. Poleg tega pa ni bila samo zlobna, temveč tudi čarovnica. V prostem času je izpopolnjevala svoje uroke in preizkušala najrazličnejše kletve. Kraljica je imela čarobno zrcalo, s katerim se je vsak dan pogovarjala. Največji je namreč pomenilo to, da je najlepša ženska v deželi, zato je vsak dan svoje čarobno zrcalo vprašala. Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej? In zrcalo je vedno odgovorilo. Ti si najlepša, o lepa kraljica. V kraljestvu je čas mineval počasi in mirno. Sneguljčica je zrasla v čudovito dekle z lasmi črnimi kot oglje in ustnicami rdečimi kot vrtnice. Še vedno je bila prijazna in ljubezniva ter skrbela je za svoje ljubljene živali. Pridi, zajček, zaplešiva, pomigaj s temi ušesi. Sneguljčica se je veselila vsakega novega dne. Nekega dne, kot vedno, je zlobna kraljica vprašala svoje čarobno zrcalo. Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej? Komaj je čakala, da sliši, da je najlepša. Ampak tokrat jo je zrcalo presenetilo z odgovorom. Veličastna kraljica je lepa, a mala Sneguljčica je zdaj lepša od nje. Kaj? Je jezno vprašala kraljica. Kaj? Kraljica je bila tako besna. Nato je tako grozno zakričala, da se je nebo stemnilo in nad kraljestvom se je razbesnela grozeča nevihta. Strele so švigale in veter je zavijal. Kraljica je ukazala svojim služabnikom, naj ji pripeljejo lovca. Zate imam pomembno nalogo. Mu je rekla. Sneguljčico moraš peljati v gozd in jo ubiti. Za nagrado ti bom dala zajetno vrečo zlatnikov. Kraljica mu je pokazala vrečo, ki je žvenketala v njeni roki. Pojdi! In tako je lovec odpeljal Sneguljčico v gozd. Pridi, mala Sneguljčica. Je prijazno rekel. Včeraj sem videl ljubkega volčjega mladiča, moraš ga videti. Sneguljčica mu je veselo sledila, saj je komaj čakala, da vidi mladička. Takšno srečo imam, da si moj prijatelj. Pravi lovec! O, stoj! Je rekla Sneguljčica. Že dolgo nisem videla tako lepih cvetlic. Iz njih ti bom spletla venec. Sneguljčica je pokleknila v travo in spretno nabrala nekaj čudovitih cvetlic. Tako si prijazen, da mi boš pokazal volčjega mladiča. To je le majhna zahvala. Takoj, ko sta nadaljevala pot skozi gozd, se je pojavila družina rac, mama raca in njene račke. Lovec je vzel puško in nameril. Sneguljčica pa je zakričala. Nehaj, ne ubiji! Poglej, kako ljubke in nemočne so. Pogledala ga je s svojimi velikimi solznimi očmi in lovec je spustil puško. Oh, kako mila in prijazna je Sneguljčica. Si je mislil lovec. Kako sem lahko to pozabil? Ne morem izpolniti kraljičinega ukaza, preprosto ne morem. Čeprav se je bal kraljičinega besa, je ljubezen nad tem čudovitim mladim bitjem prevladala. Kaj, če bi se najprej igrala skrivalnice? Je nenadoma rekel lovec. Ti štaj do 10, jaz pa se bom skril in bova videla, če me lahko najdeš. In medtem, ko je Sneguljčica, ki je bila vedno za igro, štela, 1, 2, 3... je lovec pohitel nazaj k gradu.
Kraljica ga je že čakala ter nestrpno pričakovala dobre novice. Torej, Je vprašala lovca. Vse je šlo po načrtu, vaše visočanstvo. Je rekel izkušeni lažnivec. Od zdaj naprej ste spet vi najlepša med vsemi. Ji je laskal. Kraljica se je zadovoljno zasmejala. tukaj je tvoja nagrada, zaslužil si jo. Je rekla in mu dala vrečo zlatnikov. Medtem je Sneguljčica dojela, da je ostala sama. Le kaj se je zgodilo z lovcem? Upam, da je z njim vse v redu. Je rekla zaskrbljeno. Kaj bom pa zdaj? Nikoli še nisem bila tako globoko v gozdu. Kako naj pridem nazaj? Sneguljčica je opazila majhno stezico in se odločila, da ji bo sledila. Gozd je postal še gostejši ter temnejši in Sneguljčico je bilo strah. Ampak preden jo je strah popolnoma prevzel, se je gozd odprl pred njo. Pred sabo je zagledala majhno jaso, sredi katere je stala ljubka hišica. Končno! Očitno nekdo živi v gozdu. Le kdo bi to lahko bil? Iz radovednosti je Sneguljčica najprej potrkala na vrata, nato pa tiho vstopila. Morda so šli po vodo. Je rekla Sneguljčica in se odločila počakati na gostitelje. Kakšen nered je tukaj? Je zgroženo vzkliknila, ko je videla vso kramo v hiši. Umazana posoda, povsod ležijo oblačila, vse je prašno. Sneguljčica se je namrščila in zmajala z glavo. Že vem, vse jim bom pospravila. Potem mi bodo morda dovolili prenočiti pri njih. Sneguljčica je bila marljiva in spretna, zato je zelo hitro vse pospravila. Medtem si je prepevala in pri tem so se ji pridružile ptice, zajčki in druge živali. Čez nekaj časa so v tiho in čisto hišo prišli lastniki. Bili so palčki, 7 palčkov. Kaj je to? Se je spraševal eden. Zakaj je hiša tako čista? Je bil zelo sumničav. Nekdo je bil v naši hiši. Je bil zgrožen drugi palček. Vsi so pohiteli v spalnico, da bi videli, v kakšnem stanju je. In tam so imeli res kaj za videti, čudovito črnolasko, ki je spala v njihovih posteljah. Zbudi se, vsiljivka! Je zakričal palček po imenu Godrnjavček. Zbudi se in pojasni, kaj počneš tukaj! Je ukazal. Sneguljčica si je pomela oči in se jim prijazno nasmehnila. Vi torej živite tukaj. Potem so se predstavili. Nikamor ne morem iti. Bi lahko nekaj časa živela z vami? V zameno vam bom prala, kuhala in čistila. Saj ni kaj za čistiti! Je zagodrnjal Godrnjavček. Všeč mi je, kako diši ta čista srajca. Je rekel palček, ki so ga vsi klicali Veselko. In tako so palčki dovolili Sneguljčici ostati. Z veseljem jim je kuhala slastne jedi, potem pa jih je nekega dne vprašala. Kaj pa vi, ali znate kaj skuhati? Godrnjavček speče najboljše palačinke na svetu. Je vzkliknil Veselko. Godrnjavček, ki ga Sneguljčica še vedno ni očarala, je Veselka ostro pogledal, ampak bilo je že prepozno. Potem pa je Godrnjavček zadolžen za nocojšnjo sladico. Ponavadi čemeren palček se je nejevoljno odpravil na delo in si pri tem ves čas mrmral. Pa zmer mene določijo, da moram jaz delati, pa zakaj vedno jaz, pa zdaj bi lahko tudi kdo drug kaj naredil. Ampak Sneguljčica je stala ob njem, iskreno radovedna, ter opazovala vsak korak priprave palačink in komaj čakala, da jih pokusi. Njam, to je najokusnejša palačinka, ki sem jo kdaj jedla. In tako je Sneguljčica sčasoma prirasla Godrnjavčku k srcu. Vsak dan se je Sneguljčica poslovila od palčkov, ko so šli na delo, ter prinesla red in čistočo v njihov dom. A kljub temu je znala biti stroga. Zdaj, ko sem vse pospravila, boste morali začeti pomagati pri hišnih opravilih. Vsak bo imel svojo nalogo in tako nam ne bo treba živeti v neredu. Ne vem za vas, ampak meni je všeč, da je Sneguljčica tukaj. Je nekega dne rekel Veselko, ko so odšli na delo. Meni tudi! So zamrmrali drugi palčki, celo Godrnjavček. Tudi Sneguljčica je bila zadovoljna. Pridelovala je raznovrstno zelenjavo in se veselila vsakega korenja in čebule, ki jo je pobrala. Tako, palčki me bodo morda presenetili z okusno zelenjavno juho. Prala je njihova oblačila, brisala prah in ob vsem tem prepevala in poplesavala. Se tudi vam zdijo ti palčki prijetni?
Je vprašala ptice, ki so pritrdilno začivkale. Medtem se je v oddaljenem gradu Sneguljčičina mačeha odločila obnoviti zlomljeno zrcalo, da bi slišala besede, ki jih je hotela slišati, da je najlepša v vsej deželi. Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej? Je vprašala kraljica. Vi ste lepi, visočanstvo, ampak Sneguljčica je še vedno najlepša. Je reklo zrcalo. Kraljičin bes ni poznal meja. Nebo se je ponovno razbesnelo, bliskalo se je in grmelo, veter je lomil drevesa. Bom že pokazala temu lažnivemu lovcu! Je zakričala kraljica. Najprej se moram z lastnimi rokami rešiti tega predrznega dekleta. Se res ne morem na nikogar več zanesti? Je zavzdihnila zlobnica. Preoblekla se bom v staro gospo. Nesla ji bom zastrupljeno jabolko. Ko bo zagrizla van, bo zavedno zaspala. Se je odločila kraljica. Vedno je čutila usmiljenje do nemočnih bitij, ubogo dekle. To jo bo pokopalo. In tako se je čudovita vitka čarovnica preobrazila v staro gospo z grbo. Bradavica na njenem nosu je bila edina stvar, zaradi katere bi lahko nekdo, ki ni tako naiven kot Sneguljčica, posumil, da je čarovnica. Sneguljčičina mačeha se je odpravila na svoj zlobni pohod. V roki je držala košaro z jabolki. Zagotovo še nikoli ni videla tako sočnih rdečih jabolk. Se je zahihitala čarovnica. Ne bo se jim mogla upreti. Ko je hodila skozi gozd, so jo ptice skušale speljati s poti, ampak jih je odgnala s palico. Proč, neumne ptice! Tok, tok. Je zavreščala kraljica, ko je prispela do hiše 7 palčkov. Sneguljčica je z nasmeškom odprla vrata. Pozdravljena, babica. Ali potrebujete pomoč? Ste se izgubili? O, prijazno dekle. Je začela ščebetati čarovnica. Bi mi lahko pripravila skodelico čaja? Tako sem žejna. Sneguljčica se je usmilila utrujene stare gospe. Usedite se na klop in se spočite, jaz pa vam bom pripravila čaj. Medtem, ko je bila Sneguljčica v hiši, je čarovnica na mizo položila zastrupljeno jabolko. Res je bilo najbolj rdeče jabolko na vsem svetu. Videti je bilo zelo sočno in okusno. Tako lepo je bilo, da je pritegnilo tudi pozornost živali. Je zavreščala vrana in poletela proti jabolku. Preden se je lahko stara gospa zadrla proč, je ptica pograbila jabolko in odletela proč. Babica je na mizo hitro položila drugo zastrupljeno jabolko. Medtem je Sneguljčica pripravila čaj in ga stari gospe ponudila s krožnikom s piškoti. Izvolite, prijazna babica. Je reklo ljubo dekle. Spočijte si malo, da boste nabrali moči. Ko je to govorila, se je za vogalom pojavila radovedna krava. Tako kot vrana je tudi ona pohitela proti jabolku in ga zgrabila. Presneto, te nadležne živali. Si je jezno mislila kraljica. Mi lahko prinese še malo sladkorja? Sneguljčico je prosila, da ji prinese sladkor, medtem pa je na mizo položila tretje jabolko. Ne veste, s kom imate opravka, zveri? Je zagodrnjala zlobnica. Sneguljčica se je vrnila s sladkorjem. Takoj, ko je videla jabolko, je široko odprla oči. Bilo je, kot bi jo hipnotiziralo. Pokusi me. Ji je zapeljivo zašepetalo jabolko. In Sneguljčica ni imela izbire. Vzela je jabolko in zagrizla van. Čarovnica je v trenutku vstala in stekla v gozd. Nihče je ni smel razkrinkati. Ni mi treba ostati do konca. Vem, kako se ta grižljaj konča. Si je zadovoljno mislila kraljica. In res, takoj, ko je pogoltnila ta grižljaj, je Sneguljčica umrla. Nedolgo zatem so se palčki vrnili z dela. Peli so svojo delovno pesem, ampak pesem jim je zamrla na ustnicah, ko so videli Sneguljčico. Sneguljčica je mrtva. Je zakričal godrnjavček. Palčki so začeli jokati. Takoj so jo dvignili s tal in jo položili v posteljo. Kaj naj storimo zdaj? Je v joku izdavil strahopetko. Modrijan je snel klobuk in s solzami v očeh naznanil. Primerno se moramo posloviti. Zgradili so čudovito stekleno krsto in jo nežno položili vanjo.
Skupaj z živalmi iz gozda so v tišini izkazali spoštovanje najbolj prijazni deklici, ki so jo kdaj spoznali. Medtem, ko so skupaj žalovali, se je na poti do njihove koče pojavil mlad mož, ki je iskal prenočišče. Kaj je ta nenavadni sprevod? Se je spraševal mladi mož. Palčki in živali? Zanima me, kdo tukaj živi. Mladi mož se je približal krsti. In kakšen čudež, takoj ko je videl čudovito Sneguljčico z razpuščenimi črnimi lasmi in ustnicami bolj rdečimi od najlepše vrtnice, se je mladi mož zaljubil. Kdo je ta lepotica? Ne more biti mrtva. Si je jezno mislil. Ko je gledal Sneguljčico, so ga palčki gledali s široko odprtimi očmi. Veselko je dregnil godrnjavčka. Kdo je to? Prosim, dragi palčki, Je rekel mladi mož, ki je bil pravzaprav princ. dajte mi to krsto. Poskrbel bom zanjo. Palčki so ga sumljivo pogledali in nadaljevali. Ne damo ti Sneguljčice! Je zatulil godrnjavček. Vendar, morda zaradi velike žalosti ali tega nenadnega vsiljivca, se je palček, ki je vodil sprevod, spotaknil in krsta mu je padla iz rok. Gorje! To se ne bi smelo zgoditi! So zakričali palčki. Da je bilo vse še huje, je Sneguljčica padla iz krste. Kaj bomo zdaj storili? Takšna nesreča! Zdaj pa še to. So tarnali palčki. Eden se je držal za glavo, drugi je bil pripognjen in se je držal za svoj trebuh. Veselko je pohitel k dekletu in ga skušal dvigniti, vendar je bilo pretežko in on je bil premajhen. Ko je ležala tam, v vsej svoji lepoti in so na njo sijali sončni žarki, je iz Sneguljčičinih ust padel kos zastrupljenega jabolka. Kaj je to? Je vprašal godrnjavček. No, nekdo je zastrupil našo Sneguljčico! Je besnel. Njegova jeza je tako izpuhtela, saj je v tistem trenutku Sneguljčica odprla oči in jih prijazno pogledala. Princ jo je takoj vzel v naročje. Palčki so peli in poskakovali okoli mladega para. Pridi z menoj. Je rekel princ. Njegove oči so bile čudovite in njegov glas mehak. Sneguljčica je lahko samo pokimala. Takoj se je zaljubila. Pridi, pojdiva. Ko sta se odpravila proti gradu, so jima palčki mahali, malo žalostni, da njihovo najljubše dekle odhaja, a navdušeni, da se ji je končno nasmehnila sreča. In seveda, kdo so bili častni gostje na Sneguljčičini in prinčevi poroki? Nihče drug kot 7 palčkov. Zakaj me niste povabili? Tista tatinska krava je bila jezna, ko je videla poroko. Morda so res pozabili na njo, niso pa pozabili na ptice, zajčke in majhne ježke. Pridi, pridruži se nam. To je bil začetek najlepše ljubezenske zgodbe na svetu.